Za polovico slovenskih šolarjev so se ta teden začele enotedenske zimske počitnice, ki bodo letos znova potekale v 2 delih. Ta teden ni pouka v zahodnem delu države, prihodnji teden bo tako v vzhodnem delu. Med počitnicami bodo po državi številne, marsikje brezplačne športne in druge dejavnosti za mlade. Ti lahko obiščejo tudi ljubljanski živalski vrt, ki je svoja vrata za obiskovalce ponovno odprl v soboto. V Sloveniji je oblačno s padavinami, po nižinah po večini dežuje, v višje ležečih krajih sneži. V osrednji Sloveniji naraščajo vodotoki, zvišujejo se gladine Cerkniškega jezera ter poplavljenih Loške doline in Planinskega polja. Tam se prebivalci in gasilci že od torka z vrečami peska in črpalkami borijo z naraslo vodo, ki je zalila že več kot 10 hiš in gospodarskih poslopij. Padavine se bodo popoldne še krepile. Skupaj lahko na zahodu pade več kot 100 litrov na kvadratnih meter. Pretoke lahko zato presežejo reka Vipava, Sora, Gradaščica, Ljubljanica, Pšata, Rača in Sava. Visoka bosta tudi vodostaja Ščavnice in Ledave ter reke in potoki v Obsotelju. Kandidatka za ministrico za zdravje Alenka Trop Skaza se bo pred odborom državnega zbora predstavila jutri. Zaslišanji kandidatov Metoda Dragonje in Gorazda Žmavca bosta v sredo. Takrat bo tudi kolegij predsednika državnega zbora, na katerem se bodo dogovarjali o sklicu izredne seje. Ta bo predvidoma v četrtek, poslanci pa se bodo na njej seznanili z odstopom ministrice Tine Komel. Če bodo predstavitve potekale brez zapletov, bi lahko poslanci že v četrtek glasovali tudi o novih ministrih. Cene naftnih derivatov se bodo opolnoči spremenile. Podražile se bosta neosvinčeni 95-oktanski bencin in 100-oktanski bencin. Pocenila pa se bosta dizelsko gorivo in kurilno olje. Policisti na območju policijske uprave Maribor so od začetka meseca več pozornosti namenjali varnosti pešcev. Poostreno so nadzirali upoštevanje pravil o prednosti pešcev na prehodih za pešce, nepravilno hojo in prečkanje vozišč, neosvetlitev pešcev zunaj naselij, neupoštevanje svetlobnih prometnih znakov. Ugotavljali so tudi druge prekrške, ki so vzrok oziroma vplivajo na število prometnih nesreč. V tem času so našteli 146 kršitev pešcev in 23 kršitev voznikov, ki so ogrožali pešce. Jutri bo sprva delno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan se bo v zahodni ter v srednji in južni Sloveniji pooblačilo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V sredo bo oblačno, delno jasno bo le na vzhodu. Drugod bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. V noči na četrtek bo povsod deževalo, dopoldne pa bodo padavine ponehale. Popoldne se bo delno zjasnilo. Danes v dnevniku televizije Maribor. V mariborskem podjetju Vinak naj bi uničevali stare sode. Kljub toplemu vremenu so na Arehu preteklo soboto iz snega nastajale prave umetnine. Mariborski nogometaši so se včeraj vrnili s priprav v Turčiji. Novice Štajerske, Pomurje in Koroške ob 18.